barmana moraš najprej imeti rad. Rad moraš imeti delo z ljudmi, z vsem, kar je v barih, v restauracijah, v hotelih. Če imaš vse to rad, si lahko barman. Seveda, poleg tega moraš imeti tudi znanje. Znanje pa pridobiš pri nas v Društvu barmanov Slovenije. Te izučimo, naučimo vse o koktajlih in pa o baru. In če imaš željo, lahko to nadgradiš z temu, da se prijaviš na nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic barmana. Dobiš certifikat, ki velja seveda tako v Sloveniji kot v drugih deželah Evrope, pa vendarle je potrebna tudi, jaz temu rečem, kilometrina, se pravi kar nekaj prakse, da postaneš profesionalni barman. Rok, kaj si mi pripravil? Ja, pa za začetek sem pripravil en brezalkoholni, zelo osvežujoč koktajl po imenu Pink Panther. Sestavine so pa pomarančni sok, sveže stisnjen limonin sok in pa kanček jagodovega sirupa. Hvala. Na zdravje. Špela, Rok, kako sta se vidva odločila za poklic barmana? Jaz sem študentka Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem na Bledu. Tako da v bistvu delo barmana oziroma barmanke nekakšna nadgradnja hobi in pa dobro plačano delo. Dobro plačano delo. Ja, jaz sem se pa pač odločil že v otroštvu. Šolanje iz osnovne šole sem nadaljeval v srednji gostinski šoli. Med tem časom sem naredil tečaj pri Društvu barmanov Slovenije, pač za poklic barman. In sem se včlanil v društvo in pač zdaj opravljam barmansko delo. Za poklic barmana je potrebno, da ima kandidat že končano izobraževanje za natakarja, ki ga nadgradi z programom, ki ga je pripravilo Društvo barmanov Slovenije v sodelovanju z Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje, Srednjim šolskim centrom Slovenj Gradec in za višje izobraževanje sodeluje tudi Višja šola za gostinstvo in turizem na Bledu. Pri tem pa recimo tudi obstajajo tekmovanja oziroma dodatna dejavnost, bolj ljubiteljska kot samo poklic barmana. Tudi, seveda, vsekakor je v osnovi zelo primerno, da si iz branže, se pravi branžni poklic, kot je gostinsko-turistični delavec. Zdaj, sama smer niti ni tako pomembna za to, da postaneš naš član oziroma barman, vendar je zelo pomembno, da je neka osnova, da imaš znanje, da znaš se obnašati, da veš, kaj pomeni delo z ljudmi, kar je včasih zelo prijetno, seveda tudi po svoje naporno. Vsekakor pa obstaja tudi tekmovanja, kar pa pomeni, da je to nek dodatni hobi, nadgradnja, s katerim dokazuješ nekaj, čemur se pravi, da si dober sebi, svoji hiši, prijateljem in pa navsezadnje predstavljaš deželo, s katere prihajaš.